68 ur po dvoboju z Zulte Waregemom spet na igrišče z vprašanjem, kakšne so posledice. Baterije so se spraznile, tudi ostalo je dovolj moči za potrditev kakovosti in odlično predstavo ob najtežjem trenutku. Gorica z močno izraženim italijanskim pridihom, tribuna v športnem parku polna kot že vrsto let ne, zmaga pa v Maribor. Ko vsi čakajo na padec Maribora, Maribor vrača udarec in se vrača, kamor sodi, na vrh lestvice. Na prvo mesto z zmago, ki sta jo prinesla zadetka Markusa Tavaresa in Damjana Boharja. Moram reči, da nasprotniki so imeli veliko šanso, lahko so uživali ta teden v prvem mestu. To je to, jaz mislim, za letos. Mi smo na prvem mestu in ga ne bomo več spustili. Kar so imeli, tako da zdaj naprej je Maribor spet na prvem mestu. Po nizu zaporednih nastopov je bilo treba poseči po nekaj rotacijah v začetni enajsterici. Ob Markusu Tavaresu se je v konici napada predstavil Luka Zahovič, 17-letni up nogometne šole, ki je debitiral v članskem moštvu v zadnjem krogu prejšnjega prvenstva proti Aluminiju. Novo Gorico pa bo pomnil po premieri v začetni enajsterici. Energija na igrišču je bila prava že od prve minute. Od začetnih podaj je bilo opazno, da se obeta dinamična tekma, ki je v uvodnem delu minila v prevladi moštva v rumeni opremi. Po spretni akciji naveze Črnic-Milec, prekršek Favalija za rumeni karton z prostega strela z roba kazenskega prostora, pa se je Viler odločil za neposredni strel proti golu in s tem napovedal zanimivih 90, oziroma, kot se je kasneje izkazalo, skoraj 100 minut v mestu Vrtnic. Prosti strel je prinesel tudi prvo priložnost za domačo ekipo. Lapadula v vlogi izvajalca, Handanović je odbil vratnico, pritekel je Misuraka, toda ob njegovem poskusu z bližine uspešno posredovanje najstarejšega člana mariborske zasedbe in končalo se je s kotom. Sledila sta dva goriška udarca v eni akciji. Najprej Koda z 18 metrov, Handanović je odbil v prečko, v nadaljevanju pa žoga do Široka, ki mu je namen preprečil Handanović. Ko se je dogajanje povsem razživelo, pa vodstvo Goričanov, ki so izpeljali hitro akcijo z učinkovitim zaključkom. Lapadula je podal, Živec pa ob soočenju z vratarjem vendarle dovolj močno udaril po žogi, da jo je spravil v mrežo. Toda po prikazanem ni moglo dolgo ostati pri zaostanku, izenačenje je sledilo po 6 minutah. Tavares je popeljal žogo čez domačo polovico igrišča, podal do Črnica, ki mu je vrnil žogo in sledil je natančen, močan udarec kapetana, ki je nadaljeval strelsko serijo v Novi Gorici. Vratar Kordas kljub dotiku ni uspel žogi preprečiti poti v mrežo. Ob odhodu na odmor torej 1:1. Ob vrnitvi slačilnic še močnejši naliv in takoj trenutek, ki je zval razburjenje. Ob posredovanju v kazenskem prostoru je Širok odbil žogo z glavo, zadela je Vetriha v roko, toda sodnik Perić se ni oglasil. Brez 11-metrovke in ob naslednjem poskusu izbrancev Anteja Šimundže še brez gola. Po sodelovanju z Vilerjem je poznejši mož odločitve Bohar še preizkušal udarec. Boj na razmočenem igrišču se je razvnel, pomembno je bilo čim večkrat pošiljati žogo proti golu. Prostega strela iz obetavnega položaja ni v večjo grožnjo spremenil Lapadula. Z večje razdalje je bil konkretnejši Milec, po odbijanju domačega vratarja je Luka Zahovič sicer potisnil žogo v mrežo, a je bil v offsideu.
Potem pa 83. minuta odločitve. Za 1-2 in zmago dvojnega pomena. Začelo se je, ko je po podaji Filipoviča Tavares najprej stresel vratnico. Žoga se je odbila na levo stran po natančnem predložku Vilerja, pa nič ni ustavilo Boharja, da poskrbi za najlepši konec akcije. Veselje na igrišču, veselje na klopi, veselje na tribunah. Iz najtežje situacije se je ekipa dvignila na najlepši način. Glave so bile polne vseh misli, psihično malo tak, sem tja. In moram povedati, da je ekipa pokazala pravi karakter, kateri nas je krasil vedno in nas vedno tudi bo. Smo se pobrali in dobili to težko gostovanje, kajti vemo, da je Gorica dobra ekipa. Po dveh neprijetnih izkušnjah previdnosti v končnici ni manjkalo, še posebej, ko so sodniki označili, da se bo igralo še 5 minut sodniškega podaljška, ki je po novih vmesnih prekinitvah trajal skoraj 9 minut. Toda druga novembrska nedelja je bila mariborska. Vemo, da smo ti porazi, ki so nam sledili, bili, bom rekel, splet nesrečnih okoliščin oziroma splet sreče nasprotnika. Enostavno smo danes to prebrodili, pokazali, kako se bori za barve kluba in mislim, da smo pošteno prišli do 3 točk.